Evo, z Borutom greva na popoldanski poslužbeni tek. Nekaj svetlobe bova še ulovila, čeprav bo kmalu zahod, zdaj tako ob 4 že tema, ura je pa koliko. V bistvu je že 10:04, tako da ni še tema, ampak se bo. Greva na tek na Mengeško kočo, na Trim stezo. Skratka, če vas zanima, kako izgleda popoldanski počitek po Valerijinu, boste zdaj videli. Po službi počitek boste zdaj videli. Kavč. Kavč po službi. Kako izgleda kavč ritual po Valerijinu. Ti si že začel, evo ga. Že začel, evo. Pa še. Vinček bo tudi z nami, seveda. Skratka, greva na Mengeško kočo. Je ful prijetna Trim steza, ni dolga 2 km, samo treba je priti do tja najprej. Ampak včasih, ko sem jaz živela v Mengšu, se mi je ta pot zdela neskončno dolga. Zdaj greva pa velikrat sem tako malo na kratek kavč oddih. Tako da boste šli danes z nama en delček poti. Ful. Ja, ta govedina je sploh ne dovolj. Pa drobovina. Številka 2. Vse serije. Ok, nadaljujemo. Ne, čakaj, bom pa dale. Ne, pa ne. Evo, tukaj je izhodišče za Mengeško kočo. Trim steza. In tukaj gor je Mengo Trimčkar. Neka ovca. Kaj pa moj Mengo Trimčkar? Naš kavč. Gremo na Valerijin kavč. Dobrodošel na kavč. Kavč Pa začnimo. Kje bo prva postaja, bo že tam ne z vogalom. Pojmo, da ni. Poglejmo, kaj je potrebno početi. Ok, prva postaja, ko se reče? Križev pot. Bočno kroženje z rokami naprej in nazaj. Valerijin križev pot. Bočno kroženje z rokami naprej in nazaj. Prva postaja Valerijinga križevega pota, ampak za razliko od klasičnega križevega pota, ta je za podaljševanje življenja, ne skrajševanje. Še dodatnih 33 let. Ja, še 33 let moram živeti. Dodatno. Dodatno. Poleg vseh let. Poleg vseh. Za piko na i. Zdaj nam je normo. Tako da... In kot vidite, sem resno vzel. Resno se je zavzel. Evo ga, še malo boke dodal. Gremo naprej. Ne, to bo malo naprej, ne prehitevati. Gremo. Evo, nismo edini trimčkari. Nova vaja. Razkorak, vzročiti, odkloni trupa v desno in levo stran. Tai chi vaja. Desno, levo. To so Trimko dodatki z Dolenjske. Tako vržejo oni cviček, čez noč. Oziroma, prazno flašo, ni za nič cvička. Pardon. Veste un vic, ko gre Mengšan na... Mengšan gre na cvičkarijo v Ljubljano. In zaključne, malo je upit, naroči taksi, odgovoren državljan, naroči taksi in reče, sosede v taksi prav, oprostite, imam 5 litrov cvička, samo kam ga lahko dam. Pa prav, kar tle vzaj nazaj na zice. Se on obrne pa mi. Kaj Mengšan? Mengšan. Če bi Mengšan to delo, bi še godba mogla igrati. Mengeš je namreč znan po njegovi godbi. Mengeška godba je ena boljših godb. Bomo poslušali, ko bo čas za to. Evo naprej. Evo,
Zdaj sva se že ogrela, zdaj pa zares ne vaje. Ta je vesa prosto, potek v zgibo. Potek v zgibo. To je taka lepa slovenščina. Zgiba je upravljena. Jaz sem zgibo upravila, to je to za danes, tam piše v ednini, tako da... Dve zgibi, vište to. Zgibitev, to že storili. Piše v ednini veso eno zgib, jaz sem 3 naredila dosti. 3 zgibe. Borut je pa še update. Borut skriva svoje jakne tam v zadnji. Ker mu je valjda prevroče. Aha. Jaz se vedno prav napravljam, on pa pretirava. Tukaj pa še štrik. Tukaj je nova. Tukaj je izpad naprej, roke na koleno, potisk za... Ojoj. Tako je. Se bo nehal držati. No, pa malo mokre, nimaš kaj. Kaj, nova vaja? Preskočila sem oviro, treba se iznajti. Ja, živam. Zdaj sva prišla do naslednje vaje in sem šokirana, ker po ne vem koliko letih sva prišla do te vaje, ki moraš viseti z rokami, z enimi ročkami in je nekdo odkopil ven to celo vadbeno orodje. Tako da nič ne bomo veseli. Ja, Romi pa niso bili, ne? So bili mengešani. Ne, kamničani so bili zihar. Kamničani so bili. Ja, ali pa trzinčani. Skratka, nekdo je kriv, ne moramo. Zdaj pa kar do vrha, pa je do koče zakazan. Kaj nam se kako? Zdaj smo pritekla na Mengeško kočo. Na vrhu so ponavadi kozice pa pujski. Samo oni pa res počivajo zdaj na kavču. Pujski, kozice. Ja, še zdaj. Bogi pujski, ja? Bogi pujski, ki morajo počivati. Moramo poldan počivati. Gleda Netflix. Mora Netflix gledati. Ja, ne, kdo bi še to delal dan danes? Kolesterol se mora nadelati. Tukaj pa cel žur na koči, evo. Niste? Ni pretirane gneče danes. Niti nobene prave sparine. Niti nobene prave sparine. Nobene prave sparine, bi rekli Dolenci. A kaj vzgleda, da je kar vroče? Si cel zagret. Zagret za tek. Ja, več bolj, da se gre kot mlada žena. Kaj praviš, komanda mora biti? Čeprav slaba. Že taka toma, da se komi kaj vidi, ampak zelo, zelo lepo. Še eno zapoj. Zabojni ritem. Valerija, meglena, tara, nekaj, megla je, so kot biseri. Megla je kot biser. Veselje jo rodi.
Tekla sva do izhodišča, zdaj morava pa še enkrat gor, ker sva jakno pustila na pol poti od Boruta. Tako da. Ja, se morava še enkrat gor, ker sva jakno pustila gor. Ker je bilo prav vroče. A je fantak ali punčka? A se pa se bom tako če razumela. Samček je. Ej, bi imel tako punca, lej. Noče ona. Lej, zate, dej. Drugače ni navarno, sem je pa ljubosumna, recimo zaščitniška proti meni. Mislim, kar se tiče mene, pa... Ja, prej. Lej, kakšen šarmer, no, bi ga zihar marala. Kakšen kovšat retno. Vinča, dej malo, no. Za šarmeri. Ne znam merkat svoje ženske. To je pa tvoj jopič v vojni. Stil mojih žensk? Kja so? Kosmate. A te, no prav, ne vejo. 15 centimetrov na vsaki roki. Imam pa malo več. A to je pa, kao na unem plakatu za depilacijo. A veš, kaj je bil en jumbo plakat? Kaj so tako metrske dlake bile. Tako je. Paše v Kočevskem rogu, kaj je mrzlo. Opej pojak. Skratka, Valerija mi je povedala, da ko je bila ona v prejšnjem obdobju v svojem življenju, ko je imela krepko čez 100 kil in je bila se bolila z debelostjo, no, zdaj reče debelostjo. V glavnem je bila ujeta v svojem telesu in ta pot je pomenila, kaj ti je pomenila? Travmo. Sploh, da sem vedela, da bi šli na to trim stezo v Mengšu, sem raje neki izgovor našla, da nisem šla. Grozno. In poanta je tega, kar mi je povedala, je, da prej je bila ta pot je bila ovira, zdaj je pa ta pot, ta ista pot, vesele. Ja. Vesele pa je, ker se počutim full fit, to je način gibanja, način življenja zdaj zame. In tako, ful se počutim še bolj živo, ko hodim, pa tečem v bistvu po tej poti in ko moje telo točno to lahko počne, kar si želim. Ker ta pot ni več ovira, niti izziv, ampak je življenje, je življenjski slog. Hvala, ker z mano deliš to, tudi ti ta način življenja. Je vir zdravja, vir dolgoživosti, vir... Inspiracije, zame je to inspiracija. Inspiracija. In dejansko... Nove ideje generiram, super je. Dejansko vsak dan imamo novo življenje. Ključno pa je pri tej zgodbi, da Valerija zveni ta zgodba, ko se konča, izgleda, kot je ona na cilju, ampak ona ni na cilju. Zdaj ne vidite, ampak ona še kar teče. Ona še kar teče. In poanta je, da ni cilj kile, da ni cilj pot, ampak je sedanji trenutek, življenje tukaj, sedaj.